Dobrodošli v Posavski muzej Brežice, v Brežice, na ta najpomembnejši praznik na svetu. A je tako? Je to najpomembnejši praznik? Je, evo, naša obiskovalka pravi, da je. Zaveda zato, ker ga posvečamo tistemu, kar je, recimo, ne finančno najpomembnejše, ampak tukaj najpomembnejše, a ne da ne? Mi svojim tem srcem kulturnim postavljamo en tak poseben odtis, ne? Zdaj se govori veliko o odtisih, ogljični odtisi, ne? Pa taki odtisi, ne? In mislim, da eden najboljših odtisov je pa ta naš kulturni oziroma srčni odtis in hvala, da ste si to dopoldne vzeli za kulturo, za dediščino, za to pot, ki jo bomo opravili skupaj. Malo nas je veliko, nič hudega, bomo se nekako že sprehodili, ne pobegant, ker vas peljem res tam, ko pač drugače ne morate iti, ampak začeli bomo pa tako kot vedno v najlepši dvorani na tem svetu. Naš grad je bil zgrajen tam nekje od sredine 16. stoletja, pa nekje do tistega leta 1601, pravijo, ne, ko naj bi pač bil večinoma končan. Gre za lepo renesančno zgradbo, imamo 4 okrogle stolpe, imamo to krasno dvorišče in seveda potem tudi notranje prostore, ki pa so bili prenovljeni oziroma spremenjeni tam po letu 1694, ko ta grad kupi Ignac Marija Atems, se pravi grof Ignac Atems, ki pride iz Goriškega, ampak počasi pride k nam na Štajersko, ne? Če ne veste, smo na Štajerskem, če kdo slučajno ima kakšne deželne probleme. Smo že na Štajerskem, ampak res na tem delu najpomembnejšem, ne? Se pravi na mejnem. To je za moje pojme pač najlepši prostor našega gradu. Ni gradu na svetu, ki bi imel tako teraso. Saj zaenkrat še ni bilo obiskovalca, ki bi rekel, da je še kje. Nisem bila na vseh gradovih sveta, tako da lahko se zgodi, ampak jaz sem prepričana, da je to tako. Namreč, ko so gradili grad, ne, je bil to neke vrste pomol nad reko Savo. Tisti, ki si iz Brežic, veste, da je bila Sava vse povsod okrog, oziroma da so naše Brežice na Brežcu, ne, in da so bile v bistvu s 3 strani nekako objete za reko Savo. Potem so pač voda vedno spreminja svoje poti in ena velika poplava je bila leta 1781, ki je popolnoma pa zelo spremenila v naslednjih letih potem tudi reko Savo oziroma tok reke Save. Najbrž pa seveda so bile spremembe že prej, pa še potem. Čisto natančno je to izjemno težko reči, no. Ampak to je bil en tak pomol in ko smo delali ta paviljon, mi rečemo, ne, to posebej za nas narejeno paviljon, da ne bi kdo rekel šotor, ne, ker ni šotor, ne. Ampak seveda ta streha premična, ki je sicer malo bolj komplicirana za premikati, ampak je pa, ni stalna. Ena ljubezenska za vstop v Viteško dvorano. Nas je malo več, ampak nič hudega, saj danes je dan kulture, ne, praznik, lahko bolj počasi, pa malo v mestu to živate. Zdaj že lahko gledate daleč naokoli, ne,
nekateri ste mogoče prvič, dobrodošli v res tej krasni dvorani, ki jo je naslikal tale gospodič. To je avtoportret Frančiška Karla Remba iz Radovljice. A imamo koga iz Radovljice? Kakšen Radovljičan? Radovljičanka? Nimamo Gorencev? Dobro. No, on je bil rojen v slikarski družini v Radovljici. Žal ta družina več ni tam, ne vemo, če še kakšni potomci so. In je bil rojen leta 1675. Tako da naslednje leto bomo praznovali 350 let njegovega rojstva. Tako da bomo drugo leto, ko boste prišli sem, bomo se bolj njemu posvetili. Jaz komi čakam, ker bo to super, ampak to je pač za drug del našega leta. Pa potem naslednjo leto, 8. februarja, bo razstava še, pa boste lahko to tudi primerjali. V glavnem, mladi umetnik, ki se je upodobil tako zelo ponosno, da on je prepričan, da je ustvaril izjemno delo, kar seveda tudi je res, ima pa ta pogled, ki ga spremljamo že od renesanse. Kaj to pomeni? Da kjerkoli ga boste pogledali, vas on gleda nazaj. To je v bistvu ta od renesanse že neka izjemna moč umetniška, da kakorkoli gledate, on vas gleda. On vas ves čas opazuje. Opazuje nas pa tudi ta gospod, to je pa Ignác Maria Adams, lastnik gradu, ki se je pa dal upodobiti kot antični filozof. Tukaj imamo tega lepega baročnega mladeniča, ki tako lepo, kar si predstavljamo, kako je to počel. Tukaj imamo pa Ignaca grofa Maria Adams, ki je se zavedal, kako pomemben je, oziroma je želel s tem pokazati tudi, odkot izhaja. Hotel je pokazati, da v bistvu ima znanje, da je izobražen, da je v bistvu povezan z vsem tem znanjem, vsem tem, kar prihaja že iz antike. Ker tudi celotna dvorana je naslikana po vzoru oziroma po zgodbah iz antične mitologije. Tukaj ni nobenih kakšnih zgodb iz recimo, antična mitologija, ki je bila takrat zelo popularna, dopolnjujejo pa biblijske zgodbe, ki so pa v teh grizajih, v teh malih prizorih, v tonu, se pravi v rjavem tonu, se pravi vse je naslikano v eni barvi, v različnih tonih. Tukaj pa je tudi nekaj bibličnih zgodb, drugače pa je vse v bistvu pretežno iz Ovidovih metamorfoz in pa še kakšna druga interpretacija. Zdaj, to je čas, začetek 18. stoletja. Ignác Maria Adams je praznoval 50. rojstni dan nekje v tistem času. Rojen je bil 15. avgusta 1652 in zato ima tudi srednje ime Marija. Zato je on dobil to svoje srednje ime. In nekje, zdaj, več teorij imamo kot vedno. Zakaj je v Brežicah taka dvorana? To recimo vprašajo tujci predvsem. Ko stopijo v naš grad, vse je v redu grad, ampak potem, ko pa stopijo v dvorano, je pa to tako imenovani, kaj bi rekli, kar wow efekt, lahko rečemo. In sej spet lahko rečemo, da ne vemo, je bil to prvi grad, ki ga je kupil na Štajerskem. V začetku 18. stoletja je imel tudi že nekaj drugih, ampak najbrž mu je ta v vsakem primeru pomenil tisto pomembno točko v življenju in se je odločil, da so v tem vzhodnem delu v bistvu ukinili nadstropja, ker bomo šli pa v zahodni del, pa boste videli, da so nadstropja, da je skoraj celoten del ustvaril v dvorano, ker imamo 36 metrov dolgo dvorano, 10 metrov široko in 8 metrov visoko dvorano, tako da to. Sloni sama na sebi, tako da kadar je kakšen potres, danes bomo tudi kaj o potresih še rekli, je to kar grozno, ker v bistvu statično sloni sama na sebi, ampak je pa čvrsta, je bila restaurirana leta 2011-2012 in ko je bil ta potres 2020, samo par stvari je odpadlo. To sem vam kazala takrat, tako da zdaj nič ne vidite, ni važno. Nič kaj takega, kar bi bilo
zelo vidno. Je pa res, da pač pri tresljajih, če se karkoli zgodi, odpada pač delčki barve, to se pa pol vidi recimo. Zelo dobro se je takrat videlo na klavirju, smo ga imeli sicer malo drugače postavljeno, pa na pač preprogi in tako naprej. Dobro, zdaj pa preden bom še kakšno zgodbo povedala, bi pa povedala to, kaj mislite, zakaj je bila ustvarjena ta dvorana? Kaj je najpomembnejše, kar se tukaj dogaja? Vi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Super. Hvala lepa. Prostoru, nič hudega. To je zdaj pa še pač ena velika skrivnost, ne da. Ta prostor je edini ostal tako celovito poslikan, se pa takoj vidi, da to ni čas Viteške, ne, ali pa bomo šli pol čez stopnišče dol, pa boste šli si potem še kapelo pogledati, ker tja ne moramo vsi skupaj. To je zdaj, ne vemo, jaz pač nekako domnevam, da je to potem iz kakšnega stoletja kasneje, ker Ignac Marija Atoms je imel 3 slikarje, se pravi Frančiška Remba najprej, ki mu potem omogoči pot v Gradec pa na Dunaj, potem imamo Wagingerja, ki je tudi potem šel še po svetu, in Flurerja, ne, ki recimo dela tudi njegov grad v Slovenski Bistrici, pa potem tudi še naprej. Ne. Tako da bi on najel slikarja, ki ni bil tako vešč, ne, se če pogledate krajino, to je pač takoj se vidi, da ne gre za toliko veščega, toliko odličnega slikarja, freskanta, kot so bili vsi ostali. Najbrž je to potem eden izmed njegovih sinov naročil v času ali poznega 18. ali 19. stoletja, ko je bilo zelo popularno, zdaj pa azijske pokrajine. Ne. In če pogledate, vidite malo tak neravno evropski svet, recimo ta dva, ne, s tem oblačilnim videzom, s temi kapami, s pokrivali, recimo sta najbolj azijska, pa malo tudi tam tiste čovne, ki pogledate. Tako da to je zdaj naša naslednja želja, ne, jaz danes govorim same želje, pa še jih bom. Da bi res se našel strokovnjak, ki bi znal to dobro proučiti, dati v nek kontekst. Žal takih prostorov ni veliko, v Sloveniji sploh ne. Na gradu Jable poznate mogoče kdo tisti kitajski salon,
ampak tisto so tapiserije. Take poslikave v bistvu pri nas težko primerjamo. Marec 2020, pa 29. december 2020, se vsi dobro spomnite teh potresov. Eden je bil jutranji, tam 6:30, drug je bil pa ob 12. No in v bistvu oba potresa v tem letu, ne sicer pri nas čist, ampak en Zagreb in Petrinja, ampak se dobro vemo, da smo ga zelo dobro čutili. In pri nas ni bilo takih groznih poškodb, seveda ne, ker je grad vseeno utrjen. Ampak v tem delu, se pravi, to je pa ta zahodni del, ki sem ga prej imenovala, je bilo pa kar poškodb. Ne čist kot takih, kot jih zdaj vidite, ker se niso tako videle, ampak so pa bile, mogoče, če se spomnite, tisti, ki ste večkrat, tukaj imamo noter baročno galerijo, baročne mojstre, se pravi 17. 18. stoletje, v zeleni sobi donacije Alenke Gerlovič in na koncu so bila dela Franja Stiploška, našega prvega ravnatelja. Ta domnevanje, ki jo ima tudi restauratorka, pa kaj kažejo rezultati, je to, da tisti prostor pa tale sta bila v nekem trenutku že obnovljena, tudi strop, najbrž podeskan pa pač ojačan, tale pa ne. In zdaj, če pogledamo to, kar se sveti, vidite trstiko spodaj, tako da najverjetneje bomo morali pa tukaj kaj več narediti, ker če pa začne odpadati ta omet od trstike, to, kar se vidi tukaj, je pa pomeni, da lahko kar kaj odpada. Prejšnji mesec smo odprli to razstavo Ženske nosijo svet. Gre za ameriško fotografinjo indijskega rodu Lekha Singh, ki živi v Dallasu, v Teksasu. In ni še nikoli slišala za Luko Dončića, Vas moram razočarati, Smo jo takoj skregali, Ampak je pa rekla ena druga, ena druga je pa poznala, je pa rekla, da je pa zelo lušken, Pa smo bili pa zadovoljni. Dobro, intermezzo, ampak to ni važno, To je pač velika Amerika in veliki svet. V glavnem Lekha Singh je filmarka, fotografinja, dela na različnih področjih in je imela eno tako turnejo s to razstavo po Evropi. Bilo je že na Portugalskem, pa zdaj ne bom, zdaj sem se pa zmedla. V glavnem, 3 države že, nazadnje pred nami v gradu Trakošćan na Hrvaškem in mi smo bili takrat dogovorjeni, seveda, da potem pride tudi k nam. Gospa Lekha Singh je bila v Brežicah, je bila navdušena nad gradom, takrat septembra, eno popoldne, pa ta njen prijatelj Alfonso in je rekla, da še nikoli ni imela razstave na gradu. Je pa gospa malo starejša, kot je tam na fotografiji, kakšnih 20 let tam manjka,
nič hudega, luštna, krasna. In je rekla, da ne potuje, ne, da gre enkrat na leto sem nekam. No. Tako da je bila na Hrvaškem, k nam pa ni prišla, je pa zato poslala svojo producentko, Carly Blackman-Jonkman, in pa seveda to svojo prijateljico, Tatjano, princeso, njeno kraljevo visočanstvo, princesa Grčije, Tatjana, rojena Blatnik. No in njena ta fotografinja pa hodi po svetu več kot 20-25 let, pravi, da je delala, da je pač ustvarjala te fotografije, predvsem seveda v državah, ki so oddaljene, oziroma pa se pravi Afrika, Indija, nekaj je tudi ameriških fotografij, nekaj je pač še kakšne druge države, azijske, ampak drugače pa gre za ženske, ki nosijo nekaj izjemno pomembnega vrtežno na svojih glavah. Ne? In to vidite pač od hrane, vidite do za ogrevanje, vidite perilo, ne? Vidite recimo tale ženska s tem nakitom, ne? Nosi en kamen, da bo naredila ognjišče, potem pa recimo tam v sosednji sobi so tudi, ki nosijo recimo ena nosi kanto za gorivo, ne? Recimo, in pa polno takih stvari. Ne, dodala je pa tudi nekaj teh sodobnih, ne, principov, se pravi, kot je ta dvigovalka uteži, pa tam je tudi ena samurajka. Cristo capis, Cristo